Hej, živjo, moje ime je Kali in sem vaša coachinja za super spomin. Res sem vesela vaše avatarske družbe, ne samo zato, da ste del super spomina, ampak zaradi tega, ker ste dejansko del zgodovinskega dogodka. Tole delamo čisto prvič in sem res excited! Hvala Keywordsu za celotno podporo in ker ste lahko omogočili, da bomo danes malce drugačni, da bomo delali dogodek super spomin prvič, kadarkoli na svetu v virtualni resničnosti. Upam, da so vam všeč vaši avatarčki. Če vam niso, dajte si jih popraviti, kajti to vam Keywords omogoča. In ne pozabite, da se moramo zdaj usesti, pripraviti na današnjo približno 1 urco super delavnice, super spomin. Imejte kaj zapisati, kakšen svinčnik, kuli in papir. Če boste si seveda radi kaj zanimivega napisali, medtem ko bom govorila, boste dobili mogoče kakšno idejo, brainstorming, dajte si napisati. Potem, ko vas bom naučila eno metatehniko, pa boste seveda tudi potem rabili svinčnik in papir, takrat, ko vam bom rekla. Upam, da niste v avtu, kajti današnja delavnica ni namenjena temu, da samo poslušate, ampak da smo aktivni in da sodelujemo, zato odprimo svoj chat, da bomo resnično lahko interaktivni, da bomo lahko z vami komunicirala. Moja predavanja niso tako, da sedite in gledate, poslušate, ampak res si želim, da smo interaktivni, da se imamo tole uro perfektno. Evo, takole, moje ime je torej Kali, sem coachinja za super spomin in vesela sem, da bom danes v vaši družbi. Marsikdo me pozna skozi različne stvari, ki jih delam v življenju. Med drugim sem tudi nutricionistka, imam 9 mednarodnih diplom iz več zvrsti nutricionizma oziroma večjih področij. Večina Slovencev me pozna kot uspešno PR-ovko, naredila sem 3000 PR projektov, predvsem v glasbi, v športu, v kulturi, v koncertu, pravijo mi PR-ovka slavnih. Svojo agencijo ekskluzivno za PR in marketing imam že 25 let. Potem delam še druge stvari v življenju, sem tudi social media coach, sem slikarka, sem edina Slovenka, ki ima mednarodno nagrado Dama leta za dosežke v poslu in preboj v tujino s svojo znamko Divine Kali, s svojimi projekti na področju PR-ja in seveda z vsem, kar delam, med drugim tudi World Top Model Slovenija in super spomin. Veseli me, da sem prva in edina v Sloveniji, ki dejansko sem coachinja za super spomin. Metatehnike uporabljam že kar 30 let. Ja, in koliko je tale bionda potem stara, a ne? Okej, dragi moji, takole, jaz nikoli ne pridem praznih rok, tako da s pomočjo Keywords'a smo vam ustvarili tole kodo. Lahko si jo skenirate in dobili boste še 12 mojih daril. Mystery box sem pripravila za 12 mesecev daril, kar pomeni, da boste celo leto dobivali od mene darila iz vseh področji življenja, na katerih dejansko delam. Če ne boste mogli poskenirati, me pocukajte za rokav, no problem. In Uroš, če si tako dober, mogoče v chat pošlješ kar link ali pa ga boste dobili na e-mail. Evo, danes bomo torej govorili o super spominu, o metatehnikah hitrega učenja, pomnjenja, branja. Kaj so sploh metatehnike? Ne vem, če ste slišali za meta. Meta je beseda, ki se včasih seveda ni uporabljala, ampak v zadnjih recimo letih je toliko bolj v ospredju, medtem ko govorimo recimo o metaversu, Keywords'u. In meta je nekaj, kar je sinonim mogoče za drugače, za sodobno, za človeka, ki je moderen. In mi dejansko smo ljudje, ki bi v tem 21. stoletju morali biti super ljudje, adaptirani na nove tehnike učenja, funkcioniranja, jaz temu rečem. In zato so vse te tehnike super spomina za dejansko, ko me kdo vpraša, za koga pa so, a so zame? Ja, so za vse, zaradi tega, ker ljudje brez metatehnik, ne bom rekla, da nazadujejo, ampak ne adaptirajo se na nov življenjski slog. Predvsem zaradi tega, ker se hitro razvijamo, živimo hitro, živimo v modernem svetu, živimo moderen način življenja. Kaj to pomeni? Da nismo več narejeni kot poljedelci ali pa, bog si ga ne daj, kromagnonci ali neandertalci, ampak se razvijamo. S tem, ko se tehnologija razvija, se razvijamo mi kot super ljudje. Ampak, če se ne adaptiramo na vse te spremembe, da imamo zdaj mi Wi-Fi, da imamo pametne telefone, da je
krog nas en kup nekih informacij, ki jih moramo hitro absorbirati, hitro moramo brati, hitro moramo reagirati, hitro se moramo učiti novih znanj, da ostajamo kompetentni v svojem poslu. Če to ne delamo, se pravi, stagniramo ali nazadujemo. Torej, meta tehnike so za vse in z njimi se točno to naučimo. Veliko bolj smo inteligentni, veliko bolj smo samozavestni, seveda tudi bolj privlačni do drugih ljudi, ker smo bolj radiant, s tem rečem, da bolj žarimo. Meni slišite, da recimo veliko hitreje govorim od normalnih ljudi, pa poskušam se nazaj držati, da me vsi razumejo, ampak to je zaradi tega, ker možgani tako hitro delujejo. Veliko hitreje bomo brali. Jaz berem 4-krat hitreje kot ljudje, oziroma ne bom rekla pač kot ljudje, ampak bom rekla tako, kot sem brala v osnovni šoli. In ja, večina ljudi je še vedno ostala pač na tej stopnji. In če se mi učimo veliko hitreje, če mi beremo veliko hitreje, če mi absorbiramo informacije veliko hitreje, normalno je, da imamo veliko več znanja, ki ga lahko absorbiramo, smo torej veliko bolj kompetentni, smo veliko bolj uspešni. Prihranimo na času, kar je pomembno. Čas je tista stvar, ki jo ne moremo več dobiti nazaj, zato je najbolj dragocena, pravimo tudi, da je čas denar. In meta tehnike ne samo, da vam dajo vso to znanje, vso to adaptacijo, ampak vam tudi podaljšujejo, se pravi, čas, ki ga lahko potem vi izkoristite za tiste stvari, ki pa jih imate radi. Da ni čas samo za službo in za delo, ampak da je čas tudi zase, za svoje hobije, za svoje partnerje, da se lahko z našimi otroki več družimo. Ampak kako se zdaj naučim jaz teh metatehnik? Kaj sploh to je? Dajmo pogledati malce, kaj so metatehnike, kako so zgrajeni naši možgani. In to urico vas bom peljala skozi vse te informacije, da boste lažje razumeli, kaj z metatehnikami sploh delamo. Ok, dajmo odpreti naš chat in če na hitro pogledam ti dve sliki, lahko rečemo, da sta dejansko si zelo podobni. Skoraj identični, se pravi leva in desna. Tile dve slikci, napišite mi v chat, ja, ali mislite, ne, čist popolnoma drugačni, sta različni. Ne zdaj gledati barve in tako dalje, ampak samo tako, če pogledam ti dve slikci, a je to nekaj, kar bi lahko rekla, to je pa ful podobno, ne? To pa je nekaj takega, kar bi rekla, da je to nekaj takega, kar je podobno. Ja? Ok, se strinjamo, torej, da sta leva in desna slika zelo podobni. Ok, torej, na eni strani imamo univerzum, na drugi strani imamo naše možgane, kako so zgrajeni. In naši možgani so dejansko en tak mali univerzum, ki ga nosimo vsak dan s sabo in nam dejansko omogoča, da smo neki super ljudje. Problem je, da zaradi tega, ker je sistem izobraževanja takšen, ker mi ne razvijamo metatehnik, ker se pač rodimo, mi ne uporabljamo več, oziroma nikoli nismo, naših možganov do te kapacitete, kolikor bi lahko. Uporabljamo tam naše možgane 7, 8, mogoče nekdo do 10%, potem pa se tukaj ustavi. Ampak, kaj, če bi lahko mi naše možgane uporabljali 90%, 100%? A ne bi bilo to nekaj res fantastičnega? Kaj pa, če jih odpremo vse za 1% več ali pa 2%? Če recimo jih zdaj uporabljamo 10, a ne bi bilo že to fantastično? In vse te študije in to, da so naše možgane preučevali stoletja in stoletja, ampak da so v zadnjih 10 letih jih bolj preučili kot v zadnjih 1000 letih, vam sigurno pove in veliko pove in to je tisto, kar je meni osebno res fascinantno, kaj vse je možno in kaj vse mi lahko naredimo, ko odpremo svoje možgane. Recimo, če vam jaz rečem, vsi imamo pametne telefone, je tako. Če nimate telefona, ste že kar malo čudni. In če vam jaz rečem, kako reagirate takrat, ko imate recimo 1% baterije na vašem telefonu. Bog ne daj, da ste ženska, pa da je tema, pa da ste v avtu in da ste nekje obstala, in morate poklicati, koga najprej pokličete, svojega partnerja, ali pa fotra. In imate samo še 1% baterije. Ali pa tudi, če niste v tej situaciji, samo da ste pač nekje, pa nimate zraven polnilca, kako se počutite, če je samo 1% te baterije? A se počutimo grozno? Dajte mi napisati v chatu. A se počutimo grozno? A je to nekaj tako, mene kar duši, ker tako živčna postanem, samo 1% baterije imam. A imate
vi enak feeling, tako da se grozno počutite, tako, joj, samo 1% imam. A je tako? Ali pa ista situacija, kako se počutimo, recimo, če ostanemo brez bencina, a ne, da tam nam začne lučka utripati, mi moramo nekam priti, pozabili smo mogoče denarnico doma, ali pa ne vemo, kje je kakšna bencinska črpalka, moramo se še pripeljati iz Ljubljane do Maribora, vse je zaprto, glavnem. Kako se počutimo, ker nimamo bencina? Ne, ker nam nekaj utripa. A se počutimo grozno, ali se rečemo, rdeča lučka mi gori, najbrž ne, a ne. Počutimo se tesnobno, grozno, ni nam všeč ta feeling. A je tako? A se strinjate z mano? Napišimo v chat, ja ali se ne strinjam. Ne strinjam se, jaz se ful dobro počutim, ker nimam bencina. Ne, a se počutimo tako? Ja, se počutimo. Počutimo se tako, kot da se nam je nekaj groznega zgodilo, oziroma pač ni nam všeč ta občutek. In zakaj, na drugi strani spet, zakaj ne naredimo nič? Ne bom rekla, da nam je všeč, ampak zakaj se ne sekiramo, glede na to, da vemo podatek, da uporabljamo samo do maksimalno 10% naših možganov. Zakaj se takrat ne sekiramo? Zakaj nam ni bed? Zakaj se ne rečemo, ne, samo 10% možganov uporabljam? Ja. In v tem trenutku vam bom pokazala eno vajo, da boste razumeli, da boste videli, česa so zmožni vaši možgani. Hočem vam pokazati vaše limite, oziroma hočem vam pokazati, da so naši limiti samo v nas samih oziroma v naših glavah. Da so naši možgani en tak fantastičen, super stroj, ki jih lahko z določenimi tehnikami in znanjem odpremo takole. A smo za? Ok, upam, da niste v avtu, ker zdaj se bomo ostali, vaši avatarčki naj sedijo, ok, pustimo jih, da uživajo na temle predavanju. Mi se fizično ostanemo, vajo bom naredila skupaj z vami, da vam bom pokazala. Se pravi, bom z vami ostala, torej ostanemo se, ja, v real timeu, ja, ostanemo se, mi avatarji sedijo, mi se bomo ostali, ok. Bom poskušala tako, da me boste videli, ok, rečemo, da me vidite, amen, yes, ok. Smo ostali? Smo, upam, da se mi vidi. Ja, ok, zdaj bomo naredili to vajo fizično, pa res jo dajte narediti, ker če ne boste naredili, ne boste razumeli mojega predavanja do konca. Dajte res narediti tole vajo, ker boste fascinirani. Vsakič, ko naredim za skupino ljudi to vajo, so tako resnično fascinirani na koncu in res želim, da doživite ta občutek. Ok, se pravi, ostanemo se fizično in fizično bomo naredili tole vajo. Ok, se pravi, desno roko stegnemo, prst pred sebe, ok, delamo to, kar delam jaz. In zdaj stojim normalno, ok, in samo zgornji del bom zarotirala. Pustimo noge, ampak samo zgornji del, se pravi v bokih, se bom zarotirala. Tako, zarotirajmo se skupaj in zarotirajte se točno do tja, do kamer se lahko zarotirate. Pustimo noge na tleh, ne premikamo, zarotiramo se torej samo v bokih. Torej do tam, kjer se lahko zarotirate, in ko fizično ni več mogoče, pridemo nazaj. Ok? In si zapomnimo, do kam smo se zarotirali. Ok. Odložimo roko in zdaj bomo to vajo ponovili, ampak ne fizično, samo mentalno. Zaprli boste oči, noben vas ne gleda, noben vas ne vidi, to je safe space, ok? In naredite to vajo zdaj v svoji glavi. Poslušajte moj glas, ki vas bo vodil, in poskušajmo to vajo narediti še enkrat. Ok. Torej zapremo oči, globoko vdihnemo, izdihnemo, še enkrat vdihnemo in izdihnemo in se sprostimo. Oči so zaprte, poslušaš moj glas. V svoji glavi, ne delaš to zdaj fizično, ampak samo v svoji glavi si predstavljaš, da še enkrat stegneš roko predse, kot smo jo stegnili prej, in se samo v svoji glavi zavrtiš do tja, kjer smo se zavrteli prej. In ko ne gre več naprej, se zavrtiš še naprej in še naprej, okrog svoje osi, okrog svojega telesa. Zavrtiš se še en krog.
Počutiš se fantastično in v svoji glavi se zavrtiš še en krog in še en krog. Vse to delamo torej samo v svoji glavi. Počutimo se mehko, počutimo se, kot da smo iz gume, iz čigumija. Kot da smo super junak. Naši udi so mehki in elastični. In zavrtimo se še enkrat okrog svoje osi in še enkrat okrog svojega telesa in še enkrat okrog svojega telesa. Vdihnemo, izdihnemo, odpremo svoje oči. In zdaj, ko imamo odprte oči, bomo to vajo naredili še enkrat fizično, tako kot prej. Stegnemo roko, delamo zdaj vajo fizično, stegnemo roko pred sebe in se še enkrat zavrtimo okrog svoje osi. Do tam, do kamor gre in pridete nazaj. Priznajte, da ste fascinirani. Odprimo svoje čete in dajte mi napisati, a ste se drugič zavrteli dlje, kot ste se zavrteli prvič. Ja? Se pravi, drugič ste se zavrteli fizično dlje, kot ste se zavrteli prvič. In priznajte, da ste mislili, da ste se prvič, ko smo se zarotirali, da je to vaš maksimum, da se niste mogli zavrteti fizično dlje, do kamor ste se lahko zavrteli. In potem smo odprli možgane in smo se zavrteli drugič dlje. S tem sem vam hotela pokazati, da so limiti samo v vaših glavah in da sami sebe limitiramo. Sami sebi smo največji sovražniki. In ko odpremo svoje možgane, torej z metatehnikami, dobimo neke nadnaravne sposobnosti, kjer lahko naredimo veliko, veliko, veliko več. Ne samo, da imamo veliko boljši spomin, ampak, kot sem prej omenila, postajamo veliko bolj inteligentni, znamo dajati odgovore recimo na pamet, zboljša se naše zdravje, psihofizično, zboljša se naš izgled, veliko boljše se počutimo, ne pozabljamo torej stvari, imen, številk, datumov, obletnic, znamo se učiti torej suhoparne snovi na pamet, veliko hitreje se učimo tujih jezikov, veliko hitreje se naučimo recimo inštrumenta in tako dalje. In zdaj spet odpremo svoj chat in mi boste napisali, kaj vi mislite sami zase. Ali imate dober spomin ali imate slab spomin. Ja, najbrž smo vsi tukaj zato, ker si ne mislimo glih, da imamo briljanten spomin, ampak bolj slab. Oziroma tako, mislite recimo, da ste sposobni veliko več, kolikor bi lahko. Ljudje mi večkrat rečejo, večina ljudi, vsaj 90% ljudi na mojih delavnicah ali pa še več, rečejo pač, da imajo slab spomin, ker si ne zapomnijo stvari, pozabljajo stvari, vedo, da so zmožni veliko več, pozabljajo recimo, kaj pomeni slab spomin recimo? Pozabljate ime, nekoga ste spoznali in trenutku pozabite njihovo ime. Se pravi, ne spomnite se imena in priimkov ljudi. Pozabljate pine, pozabljate ključe, ne najdete ključev, ali pa ne najdete avta, ne veste, kje ste ga parkirali, ne spomnite se rojstnih dnevov, ne spomnite se obletnic, ne spomnite se smeti ven, ker vam je to žena naročila, tako podobno. Torej, ali mislite, da imate dober spomin, ali slab spomin? Napišimo to reče, dober, slab spomin. Možgani so narejeni tako, pač seveda vemo, da imamo desno in levo polovico možganov. In lahko mi tudi napišete v chat, kaj mislite, ali imate bolj razvito desno ali levo polovico možganov. Recimo desna polovica možganov je bolj kreativna, jaz sem čisto desna, sem slikarka, delam skozi občutke, delam skozi svojo intuicijo, kreativna sem ekstremno in pač emotivna in emocije me ženejo naprej. Ne maram pa teh analitičnih stvari, analognih stvari, analiz, spravljajo me ob pamet
in ne mara matematike, fizike, nekih faktov suhoparnih, ampak nekateri ljudje se s tem okej počutijo. Se pravi, nekateri ljudje imamo bolj razvito desno polovico možganov, nekateri imajo bolj razvito levo polovico možganov. Nič ni narobe, vsi imamo razviti obe polovici, da ne bo pomote, da nekdo rekel, jaz imam samo desno, leve pa ne. Ne, imate razviti obe polovici možganov, ampak ena je vedno tista, ki je bolj razvita. Zakaj je to zelo pomembno? Zato, ker sem šla jaz zdaj predaleč, nisem šla. Zato, ker mi se učimo v šoli enako. A je tako? Se pravi, gremo v šolo pri 6 letih, mi smo včasih šli pri 7. Se pravi, glede na leta smo razporejeni v šoli, pač v razredih, ne glede na sposobnosti. Ampak ne, star si 6 let, moraš iti v šolo. Ni važno, ali si bolj levo razvit, ali si bolj desno razvit. Ni važno, ali ti bolj leži umetnost, ali si bolj kreativen tip človeka, ali ti bolj ležijo številke. Glede na to, kako imamo mi razviti različno polovici možganov, tako tudi mi različno absorbiramo, dojemamo informacije, ki se jih učimo. Se pravi, učiteljica razlaga samo na en način informacije v šoli in otroci, ne glede na to, ali so bolj levi ali desni, ali pa pač tudi mi, ker gremo na predavanja, mi jih različno pač absorbiramo. Kar pomeni, da smo različni tipi ljudi in se različno učimo. Različno dojemamo informacije in stvari v življenju. Ampak naš šolski sistem je narejen tako, da pač moramo vsi enako se učiti. Ne glede na to, ali si tak ali si drugačen, pač naučiti se moraš enako. In dajte si predstavljati, jaz sem pač tukaj dala en ful fantastičen primer, s katerim res lahko razložim, kaj dejansko to pomeni. Če bo rekel učitelj, splezite na drevo, in bo to rekel opici, bo rekla, juhu, in se bo že tam na lijani sem pa tja gibala, laufala gor pa dol po drevesu in bo pač izpadla kot ful fantastično inteligentna. Medtem, ko boste rekli to slonu, ki je sicer največja kopenska žival, splezi po drevesu, pa je to tudi edina žival, ki ne more niti skočiti, bo izpadel pač, ne vem, neumen, Če boste ribi rekli, splezi po drevesu, ne bo mogla, Če boste vi rekli ribi, plavaj, je to njeno naravno okolje, bo pač plavala, Če boste rekli opici, plavaj, ne bo mogla, in torej obratno. Hočem vam samo odpreti oči, nimam nič proti, ne bom rekla, da nimam nič proti šolskemu sistemu, ni mi všeč šolski sistem, zaradi tega, ker je narejen za človeka iz 20. stoletja, mi pa živimo v 21. stoletju. Šolski sistem je ekstremno zastarel, že 100 let, funkcioniral je za takrat, ko smo bili poljedelci, ko smo bili kmetje, ko smo delali v fabrikah. Zdaj, ko pa imamo mi en moderni svet, kjer absorbiramo informacije s svetlobno hitrostjo, imamo pametne telefone, imamo računalnike, imamo svašta, imamo umetno inteligenco in tako dalje, in mi preprosto, jaz temu rečem, da naš šolski sistem poneumlja. In mogoče kak učitelj tukaj z nami, ampak vedno, ko pridejo moji učitelji učitelji na moje predavanje, se vedno strinjajo z mano. Tako da sem ful vesela, da imamo neka skupna stičišča, da bi bilo dobro, da ne mečemo vse skupaj v isti koš. A ste, še en primer, ste opazili, kdo so najhitrejši learnerji, se pravi tisti, ki se najhitrejše učijo na tem svetu? So otroci, je tako. Otroci se veliko hitreje naučijo kot mi, karkoli. Veliko hitreje se naučijo tujega jezika, veliko hitreje se naučijo inštrumenta. Jaz recimo, ko smo mame, očetje, nikoli svojih otrok nismo učili, tako jaz mojemu otroku ime Art, recimo, nikoli mu nisem rekla, Art, poglej gor v nebo, lejš tisto rumena stvar tam gor, to je sonce, no, vidiš to modro, glej, to je morje. Nikoli nisem učila na tak način svojega otroka in tudi vi niste učili na tak način svojega otroka. Tudi niste ga učili govoriti, on se je to naučil sam, glede na to, da nas je gledal, da nas je posnemal. Je tako? In tako se otroci učijo. Se pravi, oni se učijo v igri, oni se učijo skozi opazovanje, skozi absorbiranje.
Oni se učijo skozi igro, oni se učijo skozi barve, oni so skozi v tem movementu, se pravi, grejo, se umažejo, zarijejo roke v pesek, se vrtijo okrog svoje vsi, poskusijo stvari, jih otipajo in na tak način se otroci učijo. In potem pridemo v šolo, se pravi, iz tega okolja, ki se mi skozi gibamo, pridemo v šolo, se usedemo za mizo in 6 do 7 ur tam sedimo in se učimo. In kako se učimo? Tako, da nam učitelj govori, mi poslušamo, doma vzamemo knjigo in kaj delamo? Dejansko se dudlamo. Evo, mi smo tako rekli temu, da se dudlamo. Se pravi, učimo se s tem, da ponavljamo. In ko ne vem, kolikrat ponoviš, možgani rečejo, ok, tole očitno mora biti pomembno, ker je Kali zdaj to že 10-krat ali pa 20-krat ali pa 100-krat rekla. Torej, mogoče si bom pa isto zapomnil. In tukaj je generalni problem, zakaj potem prihaja do tega, pa ne bi smelo. In potem pridemo do točke, ko jaz rečem, leaders are readers, in če hočemo biti kompetentni na svojih področjih, se moramo skozi izobraževati. Skozi moramo brati, skozi se moramo izobraževati in če tega ne delamo, seveda stagniramo, nazadujemo, konkurenca nas prehiti. Zdaj pa me zanima, spet chat, kako je fajn, ko smo interaktivni. Dajmo napisati, koliko knjig preberemo. Ne bom vas gnjavila, da mi napišete na teden ali pa na mesec. Dajmo reči na leto. Dajmo reči na leto. Koliko knjig torej preberemo na leto? Koliko knjig vi preberete na leto? Je to 1 ali sta to 2? Pa dajmo biti iskreni, prosim, če ne berete, ne berem. Sem samo na Facebooku, pa tam berem kakšne komentarje. Tako, ok. Super. Všeč mi je, če sodelujete, Če ne sodelujete, pa nima smisla, da imamo tale super spomin. In pol, tako, če ne beremo, je spet vprašljivo, koliko stvari se lahko naučimo. In naše police bi mogle pokati od tega, da so gor knjige, kaj pa imamo dejansko mi v svojih omarah, imamo pa vse drugo, samo knjige, in pol tiste police, ki pa jih imamo za knjige, je pa gor prah. Se gor nabira prah, namesto da bi mi te knjige brali. In pa mene vprašajo, Kali, koliko knjig pa ti prebereš? Zdaj se pa toliko ne vidi, ne vem zakaj ne. Koliko knjig pa ti prebereš, recimo, ne vem, na leto, ali pa na mesec, ali pa na teden? Zdaj, recimo, če smo prej prebrali, rečemo 1 knjigo na leto. Da smo prebrali samo 1 knjigo na leto, z metatehnikami vas naučim brati 4-krat hitreje, kar pomeni, da bi vi v enem letu prebrali 4 knjige. Če smo mi prebrali 1 knjigo na mesec, boste potem prebrali 1 knjigo dejansko na teden, 4 na mesec. Koliko več znanja boste absorbirali? Več znanja, boljši smo v tistem, kar delamo, pred konkurenco smo, veliko bolj kompetentni smo, veliko bolj smo inteligentni. In potem pridemo do tega, da rečemo, znanje je moč. Znanje ni moč. Znanje je samo potencialna moč. Če mi tega znanja najprej ne znamo absorbirati in ga ne absorbiramo, in drugo, kar reče, ga ne znamo uporabljati. Se pravi, če mi se ne učimo, ne samo v šoli, ker večina ljudi se neha učiti, ko gre iz šole, pa konc, nikoli več se nič ne uči. In potem pač ne moramo uporabljati tega znanja, se pravi, te moči, če se mi ne učimo več, ker mi se moramo učiti celo življenje. In mi moramo brati celo življenje, ker tako se najlažje učimo. In ker se pač to ne dogaja, se zgodi pač tole. Ne vem, če vidite razliko med prvo pa med drugo sliko, ali sta kaj podobni, ja? Se lahko v chat napišete, lahko roko dvignete, karkoli. A sta si tile 2 sliki podobni? Ta zgornja pa ta spodnja. Ta spodnji so ovce, to vemo, kaj pomeni, da grejo pač tam, ko grejo vse. Tole so pa ljudje. In v našem modernem svetu se pač dogaja, oziroma nasploh v svetu se je vedno dogajalo to, nočemo sicer priznati, ampak ljudje pač postajamo ovce, smo vodljivi. In tudi šolski sistem je tako narejen in vse dejansko, da smo mi vodljivi. Če pa mi vzamemo znanje v svoje roke, če se mi ne nehamo izobraževati, če mi ne nehamo brati, če mi vklopimo metatehnike in odpiramo svoje možgane, pa mi nismo več vodljivi.
In seveda svet tega noče. Zaradi tega so metatehnike tako skrbno varovana skrivnost in nas nihče ni naučil, ko smo šli v šolo, spet generalni problem, kako se učiti. Se pravi, mi gremo v šolo in se moramo učiti. Absorbirati en kup nekih brezveznih informacij, ki nam itak nikoli v življenju ne bojo nič koristile in smo jih itak pozabili v isti sekundi, ko smo šli z učilnice oziroma smo pisali test. Če pa mi delamo to z metatehnikami, mi kot prvo tega znanja ne bomo pozabili, ker se s pomočjo metatehnik nam naš kratkoročni spomin spreminja v dolgoročnega, kar se pri klasičnem učenju pač ne zgodi. Če vas jaz vprašam, kdaj se je zgodila v zgodovini zlata bula, boste vi rekli, kva? Ker je pač to neka nepomembna stvar, ki ni tako pomembna bila v zgodovini. Jaz se pa z nekega butastega razloga še vedno spomnim, ampak ravno zaradi teh metatehnik, ker se pač moj spomin iz kratkoročnega spreminja v dolgoročnega. Kaj to pomeni? Če se mi eno stvar naučimo, bomo mi to stvar v 80% pozabili že v 24 do 48 urah. Se pravi, čez en dan, dva se ne bomo več te stvari spomnili, če ne bomo skozi in skozi ponavljali. Torej, mi smo se v šoli naučili en kup stvari, ki smo jih itak pozabili. In potem, ko grejo naši otroci v šolo, se moramo mi kot starši spet še enkrat vse stvari učiti, kar je najhujše. Še enkrat se moramo vse učiti, ker smo to vse pozabili, ker se naš kratkoročni spomin spremeni v dolgoročnega. In kot drugo, naš otrok porabi veliko več časa, ker ga nihče ni naučil, kako se učiti, se pravi, je porabil veliko več časa oziroma porablja še veliko časa, da se sploh stvari nauči. Kot drugo, trati naš čas, ker moramo mi kot starši z njim sedeti, da ga učimo, da se bo on hitreje stvari naučil. S tem pa smo njemu ukradli čas in sebi smo ukradli čas. In ta čas, ta ekstra ura, 2 uri, 3 ure na dan, ko se mi učimo z otrokom, bi lahko šli ven z njim, v živalski vrt, v planine, na kolo, plavati in podobno. Tako da, kako kratkoročni spomin pretvarjamo v dolgoročni samo z metatehnikami. S klasičnim učenjem se tega pač ne da, je to nemogoče. Zapomnimo si nek odstotek informacij, ki so nam bile zanimive, ki smo se jih radi učili, ne bomo se pa spomnili dolgoročno stvari. In isto je pri branju knjig. Preberemo knjigo, pozabimo. Prva stvar je, da morate verjeti, da se to da. Mislim, da sem vam pokazala z eno super tehniko prej, oziroma ko sem vam odprla možgane s tisto vajo, da se te stvari dajo. In ko boste verjeli, da se dajo, pa se začenja eno lepo drugačno obdobje v vašem življenju, ker se začnete pač posluževati metatehniki in vidite, kaj dejansko se da vse narediti z našimi možgani. Če mi še vedno ne verjamete, okej. Ko nekdo tole vidi, si reče, okej, kva pa je to en kup nekih številk, nič mi ni jasno, kaj mi zdaj Kali hoče s tem povedati, a kva se moram to zdaj na pamet naučiti, kaj mi pa to bo, neke številke, črke, kaj. Ampak če mi dejansko tole dobro pogledamo in če vam jaz rečem, tole je dejansko tekst, poskušaj ga prebrati. A boste poskušali prebrati ta tekst? Ja? Sej, lahko na glas, itak vas noben ne sliši. Ampak dajmo poskušati ta tekst prebrati. This message has to prove how our mind can actually do amazing things. Impressive things. In the beginning, it was hard, but now, on this line, your mind is reading it automatically, without even thinking about it. Ja? Ste razumeli, kako hitro se dejansko naši možgani lahko adaptirajo neke abstraktne stvari, na nekaj, kar smo mi mislili, da je totalno nemogoče. Ok, to je bilo zdaj v angleščini, poskušamo še v slovenščini, tole vam bo sigurno šlo lažje, če bi vam prepovedala angleško, bi mogoče šlo lažje. Ampak, bodi ponosen, če lahko. Ok, ajde, dajmo prebrati. To pomeni, da imaš visoko stopnjo intelekta, kdor je uspel prebrati. Ok? Ok, the best. Vsi smo uspeli prebrati, je tako. In hočemo pokazati, da tako dejansko delujejo naši možgani. Grozen podatek je,
da vsak od nas, oziroma vsak ta drug, vsi ljudje, ki bojo doživeli vsaj 82 let, vsak ta drug bo imel demenco. Se pravi, 50% možnosti imamo, da bomo imeli demenco, če dočakamo 80 plus let. Zakaj je temu tako? Prvo, slaba prehrana z pomanjkanjem nutrientov, se pravi, v hrani ni več hranil. Drugo, seveda stres, ki se mu ne moremo izogniti. In seveda tretje, stres, seveda kot posledica okolja, v katerem živimo. In seveda tretje, pač to, da mi ne uporabljamo več naših možganov, da bi se non-stop izobraževali, da bi svoj kratkoročni spomin pretvarjali v dolgoročnega, zaradi tega se pri demenci vedno spomnimo stvari za nazaj, nikoli pa teh zadnjih, se pravi, kaj smo jedli danes, kaj smo delali ta teden, spomnimo pa se, kaj smo delali v otroštvu. Zanimivo je, da pač ni zdravila in ga seveda tudi ne bo, ker pač demenca je posledica tega, kako mi živimo, na kakšen način in kako dejansko smo mi urili naše možgane. Poglejmo samo telefonske številke. Včasih smo to vse vedeli na pamet, a je tako? Telefonske številke si vedel od mame, od očeta, vedel si, najboljše prijateljice in tako dalje, od svojega frajerja. Pa smo dobili te pametne telefone, nihče več ne ve e-mailov na pamet, telefonskih številk na pamet, pač nič več ne vemo na pamet. Vse si napišemo, vse je elektronsko, dejansko vse te naprave, ki jih imamo, nam pomagajo, po drugi strani nas poneumljajo. In mi ne razvijamo naših možganov. Tako kot jih ne razvijamo v šoli, dejansko tako, sploh kaj pa šole konec, se nehamo učiti in jih sploh ne razvijamo več. Kako lahko razvijamo naše možgane, kako jih lahko skozi treniramo, pa bom dala ene par nasvetov. Naj pa vam povem eno ful fascinantno raziskavo, ki so jo naredili z avtopsijo. Vemo, kako demenca deluje, Alzheimerjeva bolezen. Se pravi, naši možgani, kako da se začnejo krčiti, posedati, odmirati, in potem, ko pač možgani odmrejo, odmre celo naše telo. Se pravi, vedno je fizična posledica je smrt. In ugotovili so, res fascinantno, da ljudje, ki so imeli demenco in niso kazali demence, to, koliko nora stvar. Se pravi, nekdo je imel demenco, ampak ni kazal posledic demence, zaradi tega, ker so njegovi možgani tvorili nove in nove sinapse, zaradi tega se niso posedali. Se pravi, medtem ko se mi staramo in prehajamo v to obdobje, se pravi, da se naši možgani spreminjajo, tvori se čedalje manj sinaps, dejansko odmirajo, in če jih mi ne treniramo, je posledica torej demenca in potem še slaba prehrana in seveda tudi premanj fizične aktivnosti, premalo se gibljemo. Na drugi strani, če mi skozi in skozi treniramo možgane, če skozi in skozi tvorimo nove sinapse, mi ne bomo kazali posledic oziroma znakov demence. Ne bomo imeli posledic demence in ne bomo kazali znakov demence. Okej, sigurno veste, da je super reševati križanke, kakšne sodokuje, ampak kaj lahko pa mi res naredimo vsak dan? Lahko recimo poslušamo baročno glasbo, in seveda za marsikoga brez veze, ampak lahko si jo date potiho v ozadju, da ne boste niti slišali, mogoče zjutraj, ko se oblačite. In trik, ki ga jaz delam vsako jutro, je to, da si umivam zobe z levo roko. Zjutraj zobje niso umazani, in si čistim zobe z levo roko in s tem že tvorimo sinapse. Ali pa če smo desničarji, karkoli, da delamo z drugo roko, ki ni naša dominantna, bomo avtomatsko s tem tvorili sinapse. Kako pa res tvorimo sinapse na ekstremno hiter način, da uporabljamo metatehnike. Okej, Kali, zdaj pa, kaj so te metatehnike? V mojem online tečaju Super spomin vas naučim veliko metatehnik. Naučim vas, se pravi, učite se z mano 30 dni, nekaj minut na dan. Učenje je tako, ni dudlanje kot v šoli, ampak je ekstremno zabavno. Metatehnik se bolj hitro naučimo, torej v nekaj minutah, in potem jih samo implementiramo na to, kar dejansko v življenju delamo. Se pravi, samo vadimo jih in vadimo. Prej sem vam povedala, da se metatehnik poslužujem že 30 let, stara sem 45, se pravi svojega 15. leta. Jaz sem bila knjižni mol, mene je zaklical knjižni mol, jaz sem bila tako. Se vem, da je težko razumeti in verjeti, jaz sem bila ekstremno introvertirana oseba, in moji najboljši prijatelji so bili živali, moj pes in en kup drugih živali, ki smo jih imeli, in knjige.
Jaz sem bila zaljubljena v knjige, jaz sem cele dneve brala, šla sem v ta domišljijski svet in so se mi stvari dogajale. In to je bil moj način življenja. Jaz sem do 8. razreda prebrala celo knjižnico, ki smo imeli v osnovni šoli, in sem bila najbolj srečna, da sem potem lahko začela hoditi v mestno knjižnico, ker se mi je kar nov svet odprl, vse te knjige. Ta bon, tako afrodizijak zame. In ena izmed knjig, ki je prišla v moje roke, je opisovala tudi eno tehniko, kako se lahko stvari naučim, se pravi eno metatehniko. In jaz sem to metatehniko začela dejansko res uporabljati v šoli, in ker mi je bila tako zelo zanimiva, sem jo začela razvijati po svoje in sem jo začela adaptirati na vse, kar sem se učila. Super mi je bilo, ker sem šla čez šolo kot super odličnakinja, glede na to, da sem imela ekstremno veliko izvenšolskih dejavnosti, sem vseeno brez problemov pač vozila, naredila z desetkami cel faks, in magisterij nisem imela, 10 in 9 nižje ocene nisem imela, in vse je bilo tako zelo hitro, medtem ko so se moji recimo učenci sošolci na faksu recimo učili, eni so se nekaj mesecev, eni so se nekaj tednov, jaz sem se učila pa 2 dni. In so bili ekstremno jezni name, ker so rekli, ziher imaš fotografski spomin, da si zapomniš stvari, sigurno nekaj, niso mogli razumeti, da jaz ne delam nič drugega in verjemite mi, da nimam nobenih sposobnosti whatsoever in fotografskega spomina in zelo slabo orientacijo, by the way, ampak uporabljala pa sem metatehnike, kar pomeni, da so te metatehnike veliko skrajšale moj čas učenja, in ta čas sem lahko pač uporabljala za druge stvari, ker sem pač skozi imela 5 služb in ekstremno veliko teh dejavnosti in sem pač imela življenje, pač ljudje rečejo, da živim 5 življenj v enem. In to metatehnike dejansko delajo. Dajo vam čas, skrajšajo vam pot do znanja in kratkoročni spomin spreminjajo v dolgoročnega. Kaj se mi je potem začelo? Seveda sem bila konec šole, sem malo pozabila na te tehnike, ker se pač nisem rabila več učiti. In sem začela spet živeti ta moderen način življenja, en kup nekih informacij. Kaj se mi je začelo dogajati? Zaradi burnouta sem začela doživljati, sem imela take težke brain foge. Veliko drugih stvari, ampak težke brain foge. Zaradi tega sem postala tudi nutricionistka, ker sem želela v prvi vrsti pomagati sebi. Nisem pa vedela, da bo iz tega to moja res kariera, ker pomagam že 15 let ljudem, da ne samo da shujšajo in se dobro počutijo v svojih telesih, ampak dejansko, da so zdravi, da nimajo diabetesa, holesterola, brain fogov, se pravi, da se spomnijo stvari, da se nasploh počutijo fit v svojem telesu, da imajo vitalnost, fibromialgijo, recimo sem si uredila sem si hormonska neravnovesja, GERD, se pravi želodčne težave, kri in tako dalje. In se pravi, kot posledica sem povedala, so bili tudi te brain fogi. Se pravi, nisem se spomnila stvari. Ampak to je tako alarmantno, če se mi ne spomnimo stvari. Normalno je, če se mi stvar pač ne spomnimo in se pol spomnimo čez nekaj, sekundo, 2, to so normalne stvari, zaradi tega, ker smo obremenjeni. Ampak če mi razmišljamo o eni stvari, pa se jo ne spomnimo, kam smo dali ključe in jih pol recimo najdemo v hladilniku, to je alarmantna stvar. To pomeni, da smo že v tisti fazi pred demenco. In jaz se res nisem mogla spomniti, gledala sem takole v zrak in ena stvar je frčala tam gor, bil je helikopter in jaz se nisem mogla spomniti, da je to helikopter. Prišla sem domov in sem pogledala rožo in se nisem mogla spomniti, da je te rože ime orhideja. In sem imela resne probleme. Tako, po nekaj minut se nisem mogla spomniti. In potem sem se spomnila, eno je, da sem si uredila prehrano in tudi to vas naučim v sklopu metatehnik, ker je pač pomembno, da so naši možgani zdravi, če imajo nutriente in če je naše telo zdravo in se lahko seveda razvijajo. Kot drugo pa sem takrat sklenila, da adaptiram tehnike, metatehnike, ki sem jih obvladala in sem jih takrat uporabljala samo v šoli, nekako, da jih adaptiram na moderen način življenja. Kako bi lahko to res metatehnike uporabljala vsak dan v tem kaotičnem modernem življenju, v katerem mi živimo? Se pravi, da bi hitreje brala maile, ker pač imam poplavo mailov, da bi hitreje brala torej ne samo knjige, ampak vse, kar berem na internetu.
Facebook, Instagram, spletne strani in tako dalje. Da hitreje bereš dokumente. Da bi hitreje absorbirala informacije, ki mi jih ljudje dajejo. Da bi nasploh ne pozabljala. Da bi moji možgani veliko hitreje reagirali. Da bi hitreje delovali, da bi hitreje prišla do rešitev. Zato sem tako dobra v kriznem PR-ju, ker ne rabim razmišljati o rešitvah, ampak rešitve hitro pridejo. Ampak to zato, ker so možgani tako natrenirani. Ok, fun stuff, fun part. Naučila vas bom torej metatehnike, ene izmed, ki jih učim torej veliko metatehnik, torej hitro branje, hitro pomnjenje, dajanje govorov na pamet, učenje suhoparnih informacij, naučite se številke, PIN kode, nikoli ne boste več pozabljali imen. Tako, glavne metatehnike so res na številnih področjih, ampak želim vam pokazati, kako to izgleda, da boste razumeli, kako zabavno se je naučiti metatehniko in potem jo lahko tako implementirate v svoj vsakdanji svet, vsakdanje življenje. Večkrat gremo recimo v trgovino, in napišemo si seznam, moram kupiti kruh, mleko, avokado, jajca, skuta, ne vem kaj vse. In pa gremo v trgovino, pa pozabimo mogoče listek doma in pa pridemo v trgovino in razmišljamo, kaj že moram kupiti. Ali smo mogoče majčkeno bolj pametni, napišemo si vse v telefon in pa ti šmen, pozabim telefon v avtu, ali pa še hujše, medtem ko gremo v trgovino, me kliče mož in reče, kup še to pa to pa to, in jaz vozim, ne morem si napisati, in pa se vmes še spomnim, da moram kupiti še to pa to pa to. Grem v trgovino, kupim stvari, pridem domov, dam stvari iz vrečke in ugotovim, da sem kupila ful stvari, ki jih nisem hotela, in da sem pozabila kupiti tiste stvari, po katere sem dejansko šla. A se vam to dogaja? Sigurno se vam je že kdaj to zgodilo. Torej, danes tale tehnika, da nikoli več ne boste pozabljali stvari, pa ne samo zato, da boste lahko šli v trgovino, ampak naučila vas bom, kako si zapomnite stvari od 1 recimo do 10, lahko bi se naučili do 100 ali pa do 1000, in ne samo, da se boste zapomnili neke random words, neke besede, ki jih bom naključno izbrala, ampak da si jih boste zapomnili tudi od 1 do 10 po vrstnem redu, ali da si jih boste zapomnili tudi potem rikverc, se pravi od ozadaj naprej. A ne bi bilo to nekaj fantastičnega? A napišemo v chat ja. A se hočete naučiti metatehnike? Bi vam bilo to nekaj takega, kar bi bilo koristno? Da bi znali 10 stvari in jih nikoli, še to, če vas bom čez 10 let poklicala ob 2 zjutraj in bom rekla, naštej mi teh 10 stvari, ki vas jih bom zdaj naučila, mi jih boste znali našteti. Vseh 10 stvari, od 1 do 10 naprej in nazaj, po točno tem zapovrstnem redu. Ok, zmenjen. Zdaj pa, ne bomo še vzeli svinčnike in, oziroma ja, dajmo si pripraviti svinčnike in nekaj zapisati. Ne še pisati, ok, ne bomo še čist takoj tole rabili, ampak zelo pa kmalu. Zdaj me boste samo poslušali. Povedala vam bom torej 10 stvari, in potem jih boste napisali, šele potem. Zdaj bomo najprej stestirali vaše možgane. Da se naučimo metatehnike, je zelo pomembno, da stestiramo, v kateri fazi so v tem trenutku vaši možgani. Vse je ok, tudi če si ne boste ene stvari zapomnili, je čist ok. Če si boste eno, super, če si boste 2, perfektno. Je pa pomembno, da si jih zapomnite res, kot jih jaz govorim. Ok, in pa jih bomo napisali, kolikor se boste spomnili. Lahko zaprete oči, če vam je lažje, lahko gledate, če vam je lažje, ni pomembno. Pomembno je samo, da me poslušate, in pa bomo najprej stestirali vaše možgane, pol bomo pa naredili metatehniko in bomo še enkrat videli, koliko smo si več zapomnili oziroma se več naučili. Ja, smo ready? Yes! Ta je najboljši del današnjega srečanja. Poleg tistega, da smo odprli možgane. Ok, če smo pripravljeni, gremo. Avokado, borovnice, brokoli, jajca, globokomorske ribe, avokado. A sem nesramna? Če bi zdaj nadaljevala, grem staviti, da noben niti poštekal ne bi, da sem povedala eno stvar dvakrat. A je tako? Ok, se pravi, prva stvar je to, da me res dobro poslušate. Tako si boste lažje zapomnili stvari. Torej, če ne poslušamo dobro stvari, si jih ponavadi ne zapomnimo. To je bila prva lekcija. Ok, da dobro poslušamo.
Ok, zdaj bomo šli še enkrat. Ok, smo? Dajmo, od 1 do 10. Torej, avokado, borovnice, brokoli, kokos, jajce, globokomorske ribe, zelenolistnata zelenjava, kurkuma, orehi, čokolada. Temna čokolada. Ok, smo. Super, zdaj pa napišemo na papir od 1 do 10, kako smo si zapomnili stvari. Lahko napišemo 1, pa kaj smo se zapomnili, 2, 3, 4, 5, 6 in tako do 10. Ne, zdaj pa ne bom več ponovila, to je to. Zdaj ste slišali in zdaj pišemo. Se pravi, od 1 do 10, čim hitreje, da damo čim prej na papir in da lahko gremo dalje. Torej, kaj je bilo 1, kaj je bilo 2, ne razmišljate preveč, samo napišite, ni važno, kaj boste napisali, kako bomo že pol potestirali. Važno je, da se bomo naučili čim prej metatehnike. Kaj je bilo 3, 4, 5, kaj je bilo 6, gremo, hitro. 7, 8, 9 in 10. Smo? Ja, ne razmišljati preveč, kar napišite. Ok, s tem smo testirali naše možgane in potem se bomo naučili metatehnike. Ok, dajmo preveriti, koliko stvari smo si dejansko zapomnili. Zdaj, da stvar šteje, morajo res biti napisane, se pravi, če je ena prav, pa druga ni prav, pa ste pol spet eno otrofli, ki ni bila na tistem mestu, se pravi, ne vem, ena je avokado, 2 so bile borovnice, se pravi, 2 ste vi napisali nekaj drugega, pa so bile 3 borovnice, to ne šteje. Ok, točno tako, kot sem rekla, potem za po vrstnem redu, tako morajo biti besede, da štejejo. Ok, torej, dajmo videti, koliko ste jih naredili pravilno. 1 je bil avokado, 2 so bile borovnice, 3 brokoli, 4 kokosovo maslo, 5 jajce, 6 globokomorske ribe, 7 je bila zelenolistnata zelenjava, 8 kurkuma, 9 orehi in 10 čokolada, temna čokolada. Evo, izbrala sem naključne besede, ampak zakaj točno te? Zaradi tega, ker sem seveda frik na prehrano in na zdrave stvari in sem vam dejansko zdaj dala 2 stvari v enem. Naučila sem vas, katera živila so pomembna za naše zdravje. In vse, kar je pomembno za naše zdravje, se pravi, to so živila, ki so pomembna za naše srce in za naše možgane. Vse, kar je dobro za srce, se zapomnite, da je dobro za možgane in obratno. Se pravi, če boste jedli teh 10 stvari, bo vaše telo veliko bolj hvaležno, vaši možgani bodo veliko bolj hvaležni, veliko bolj zdravi in ne pozabiti, še ena stvar je voda. Brez vode se ne zgodi noben proces v našem telesu. Tako da, če imate kaj za piti, cheers. Dobro, ok, smo pripravljeni za eno metatehniko. Dajmo pogledati, torej, koliko stvari smo se naučili, koliko stvari je bilo pravilno, lahko mi napišete v chat, če želite, in napišete si na list. Zdaj bomo naredili metatehniko in potem bomo videli, koliko stvari ste prvič ugotovili, ste se naučili oziroma ugotovili in koliko se jih boste drugič. Ok, smo ready? Nič ne pišemo, ok? Samo poslušate me in zdaj vas bom naučila ene metatehnike, ki je ena izmed mojih najljubših metatehnik, zaradi tega, ker jaz temu rečem lokacijska tehnika, zaradi tega, ker je ena taka tehnika, ki vam pomaga, da se naučite veliko stvari v življenju. Pomaga vam skozi suhoparne snovi v šoli, pomaga vam skozi recimo sezname, pomaga vam dajati govore recimo na pamet, kot neke oporne točke v glavi, tudi ko se pogovarjate 1 na 1 z ljudmi, ko recimo jaz, ko se govorim iz glave v tem trenutku, kako bi izgledalo, da vam je to vse napisano in zdaj tako berem, bi bilo čudno. Tako pa so neke oporne točke v glavi in mi skozi te oporne točke vedno vemo, kaj sledi in kaj moramo povedati. Ali pa, ko se učimo res brezvezne stvari za službo ali šolo, ali moramo neke informacije hitro absorbirati, ali pa moramo si kaj napisati, pa nimamo svinčnika in papirja,
si ne moremo dajati zapiske, moramo si pa stvari zapomniti. Evo, tukaj recimo pride upoštev ta tehnika. Jaz jo ponavadi kombiniram še z eno ali z dvema tehnikama, da si še hitreje zapomnim stvari, ampak že tole bo super. Torej, dala vam bom 10 pozicij na vašem telesu, zaradi tega, ker telo imate vedno zraven in to je to, kar je nam vsem isto. Drugače lokacijska tehnika je lahko tudi na različnih lokacijah. Naši možgani so tako narejeni, da lahko na iste dele dajemo različne stvari in si jih bojo zapomnili. Se pravi, ne boste mešali stvari, ker me večkrat pol vprašajo, a lahko te lokacije recimo večkrat uporabim. Lahko. Okay. Torej, prva lokacija bo top. Se pravi, top je tam, kjer začnemo, glava. Dajte si predstavljati recimo, da se v eni Afriki, ful je vroče, puščava je, pesek, ful ste žejni, ni vode in pa srečate tam eno črnko, ki nosi eno tako ful veliko, ne vem, tako v obliki avokada, tako vrč, vazo, vrč, tak vrč. In je zelen in izgleda kot en avokado. Okay. To je, se pravi, prva pozicija. Jaz sem že na njo stavila kar avokado, ker je bil številka 1, ampak zdaj vas bom najprej naučila pozicije. Rečemo, da je pač to prva pozicija. Druga pozicija bo naš nos. Lahko je karkoli, labile oči, karkoli, ampak jaz sem pač to tako izbrala v tem trenutku. Se pravi, glava, druga pozicija bo nos, ja? Tretja pozicija bo usta, četrta bo naša ušesa, peta bo vrat, šesta bo, kako je to, ovratnica, tle, ko imamo ponavadi verižico, color, 7 so naša ramena, 8 bojo konice, se pravi blazinice naših rok, ja, 9 je naš popek in 10 naša rita. Ok, smo si zapomnili 10 lokacij. In zdaj bomo postavljali na teh 10 lokacij te naključno izbrane besede. Naenkrat smo torej postavili avokado in smo si predstavljali to črnko, ki gre skozi puščavo in je vroče in noter je v tem avokadu voda, ali pa si predstavljamo, da smo to mi. Drugo pozicijo smo izbrali torej nos. In kot 2 smo imeli borovnice. Kako si bi to zapomnili? Rečemo, da je pač obdobje virusov, prehladov in jaz bom kihnila in ko kihnem, mi iz nosa priletijo borovnice. Wow, ful dobro! Kaj če bi lahko to vsak dan? Dam noter, zmiksam in imam še F1, dodam in imam šek. Top, sajtrk, recimo. Ko si boste delali te asociacije, gledajte, da bojo zabavne, smešne, da jih lahko čutite, da jih lahko vonjate, da so zelo abstraktne. Bolj, ko bojo nenavadne, hitreje si jih boste zapomnili. To je še en dober nasvet. Okay. Kot 3 smo rekli naša usta in 3 je bil brokoli. Prav. In kako bi se zapomnili na 3. poziciji brokoli? A se spomnite onih čigumijev, huba buba, pa zoki, pa bazuka, pa ne vem kaj so bili. Ko smo si nabasali usta s tistimi čigumi in pohno takole žvečalo in delali tiste ful velike balone. No, dajte se predstavljati, da v tem momentu se jaz nabašem noter brokoli in se dam 1, 2, 3, 4, 5, 10 brokolijev in izgledam takole, že skoraj kaj en Shrek in sem ful smešna in tako kaj ena žaba in imam polne ličnice in iz ust mi gleda ta brokoli. Ok, torej, 1, 2 in 3. pozicija, torej brokoli. 4. pozicija smo rekli, da so naša ušesa, je tako. In tukaj namesto ušes si predstavljamo, da imamo 2 kokosa. Kako dobro je bilo, da zjutraj še vstanem in sam takole naredim in imam kokosovo maslo in dam ponico in vržem čez gor jajčka recimo in si naredim ena taka super jajčka z avokadom in borovnicami. Tako da, se pravi, na tej poziciji torej na 4. je kokos in kokosovo maslo je dejansko bil kokos. Kokosovo maslo je bila 4. random beseda. Ok, omenila sem jajčka in naslednja pozicija smo rekli, da je vrat. In naslednja pač beseda je bilo jajce. Zdaj, ko imamo tukaj, moški imate, pač ženske nimamo, ne, ampak moški pač tle imate nekaj, ne. Dajmo si predstavljati, da imamo tle torej jajčko. Namesto Adamovega jabolka, ne.
imamo jajčko. Okej, naslednja pozicija tle, 6, ne, ovratnik. Tja smo dali globokomorske ribe. Dajmo si predstavljati, da je to zdaj kot ena verižica in tle so skuše, sardele, sardine, losos in vse tako smrdi, zato ker jaz cel dan hodim okrog s to fantastično zdravo verižico, ampak to malo smrdi, a ne. In dajmo si predstavljati ta vonj, kako zdaj jaz tukaj to nosim. Naslednja pozicija, 7, so bila ramena in tukaj v teh ramenih dajmo si predstavljati, da imamo tako podložena ramena in da smo zdaj kraljice, da smo kralji in imamo tista ful lepa ogrinjala, oblačila, in izgledamo tako res kraljevsko. In namesto teh oblačil, a ne, plaščev recimo, ne, ker imam tako malo vse podloženo, imam jaz, takole mi gor štrlijo različne zadeve, ki vse so zelene, se pravi zelenolistnata zelenjava, kot je recimo kaj bi lahko bilo zelenolistnatega? Solata, ja, kaj še? Kaj še zeleno? Blitva, zelena, a ne, tako, dajte si pač zapomniti te zelene stvari, špinača in tako dalje. Naslednja pozicija so bile naše blazinice, okej. In tukaj gor smo dali kurkumo. Kurkuma je eno tako fantastično protivnetno živilo, dodajajte se jo v svojo hrano, res je super za naše možgane in za vse protivnetne procese in za kardiovaskularni sistem. In dajte si predstavljati, da sem jaz zdaj otrok, pa vi, da ste otroci in da obožujemo peskovnik. Predstavljajte si, kako je bilo, ko smo se včasih, ko smo bili majhni, smo se zarili v ta peskovnik in smo dali noter svoje prste in smo se igrali in namesto te mivke je zdaj vse posuto z zlatim prahom, to je kurkuma, ki jo pravijo tudi zlati prah, ker je tako močna, in si zarijte te prste v ta zlat prah in imamo vse tako zlato oziroma oranžno in imamo na prstih to kurkumo, ki seveda itak ne gre dol, če se mi to umijemo. Tudi če poližemo, a ne. Okej, naslednja stvar oziroma naslednja pozicija je bila popek, the best. Evo, zdajle bojo prazniki, super, itak so skozi prazniki, ne glede na to, v katerem obdobju smo. Ne, imamo skozi Miklavž, pa je Božič, pa je novo leto, pa pol barvamo jajčka, a ne, zajček, a ne, velika noč, pa skozi, pa so pa rojstni dnevi, pa so obletnice, skozi je nekaj. Dajmo si predstavljati vaš najljubši praznik, ker se ful veliko je, ne, recimo Božič, in pojemo tam, jaz temu rečem Boga Isusa, a ne, skozi vse živo pojemo in pol se kar tako, ko se najemo, ne, se takole zleknemo dol in težko dihamo in imamo ful trebuh tako napet in pol ponavadi si hlače odpnemo, a ne, da lahko dihamo. In dajmo si predstavljati, da si mi zdaj odpnemo hlače in da nam zletijo ven orehi iz popka. Katera fantastična stvar. Še bolj fantastično je to, da naša narava točno ve, kako nam prezentirati stvari, da bomo mi vedeli, zakaj so dobre. Če pogledate orehe, izgledajo kot eni mali možgani. Torej tako si boste zapomnili, da so dobri za možgane. In še zadnja pozicija je bila Rita, a ne, ta zadnja, ja. In dajmo si predstavljati, da vam je zdaj, nekdo mi je pač podaril za božička, pa za rojstni dan ali pa za karkoli, čokolado, temno čokolado, ki je seveda dobra, več procentov, ko je temne čokolade oziroma kakava naravnega, bolj je okej, a ne, tako da bolj, ko gremo proti 80-90, boljše je. Si dam jaz to v žep, tle zadaj, in se usedem in zdaj imam celo predavanje super spomin in je malo toplo, a ne, malo je še vroče in pozabim na tisto čokolado in se jaz vstanem in grem in vi me gledate, ke jaz grem in gledate tudi mojo ta zadnjo, ki, ja, okej. You get the picture, a ne. Tako da, to je bilo 10 pozicij, 10 nekih naključno izbranih besed, ki sem želela vam jih podati zato, da vam naredim, kot sem rekla, pač neko korist. In dajmo zdaj mi napisati vseh teh 10 stvari še enkrat. Torej od 1 do 10 vzamemo svinčnik, list papirja in dajmo jih napisati. Se pravi, kaj je bilo 1, se pravi, kaj je bilo 2 v nosu, kaj je bilo 3
v ustih, kaj je bilo 4, na ušesih, bravo, 5, 6, color, vratnica, vratnik, 7 na ramenih, kaj je bilo 8 na rokah, na blazinicah, 9 popku in 10 tam zadaj. Yes! Dajte mi zdaj napisati, bomo seveda prekontrolirali, pol mi boste v chat napisali, koliko besed ste si od 1 do 10 zapovrstjo zapomnili in prvič in kolikokrat drugič. Napišite mi kar številko pa pol slash pa številko 2, da bomo primerjali, ampak dajmo jih še enkrat povedati. Torej, 1 je bil avokado, 2 borovnice, 3 brokoli, 4 kokosovo maslo, 5 jajce, 6 globokomorske ribe, 7 zelenolistnata zelenjava, 8 kurkuma, 9 orehi in 10 temna čokolada. Yes! Bravo! In zdaj, če gremo od ozadaj naprej, a bi se spomnili od ozadaj naprej vseh 10 stvari? Na zadnjici je bila kaj? Temna čokolada, popek orehi, 8 kurkuma, 7 zelenolistnata zelenjava, na 6. poziciji smo imeli globoke morske ribe, 5 bravo, jajček, 4 kokosovo maslo, 3 v ustih brokoli, 2 borovnice, bravo, in 1 yes, avokado. Čestitam. Dajmo torej napisati v chat, koliko smo si jih zapomnili prvič in koliko smo si z meta tehniko zapomnili od 1 do 10 in od 10 do 1, rikverc, naprej nazaj, 10 besed. Sigurno ni niti enega, ki si ne bi vseeno več zapomnil drugič, kot pa prvič, a je tako? Okej, dajmo napisati torej vsi v chat. Tisti, ki ne upate napisati, koliko ste si prvič pa drugič, napišite samo drugič sem si več. Če mi boste napisali, ne, to nisem si zapomnil, ta meta tehnika ne deluje, pa boste prvi, ki boste to napisali, ampak super, čakam, da mi nekdo to napiše. Yes! Evo, tako na zabaven način se učimo torej meta tehnik, nikoli jih ne pozabimo in vi nikoli več ne boste pozabili torej vsebine, ki se boste naučili, in ta kratkoročni spomin boste z emocijami spremenili v dolgoročnega. Evo, to je tista fun stuff in predvsem naučili se boste hitro in prihranili veliko več časa. Pridemo do tega, ker sem vas vprašala, a si mislite, da imamo dober spomin ali slab spomin? Večina ljudi reče pač, da mislijo, da imajo slab spomin, in pridemo do tega, da slab spomin ne obstaja. Se pravi, ne obstaja dober ali slab spomin, samo natreniran ali pa nenatreniran spomin. Torej, a mi svoj spomin treniramo, uporabljamo torej meta tehnike, ali se mi dejansko učimo, tako kot smo se začeli učiti, ko smo šli v šolo in se dejansko dudlamo, a ne, beremo, ponavljamo, ali se učimo z meta tehnikami, kar nam skrajša čas, recimo tisto, kar so se drugi torej učili tedne in tedne, sem se jaz naučila v nekaj urah. In isto je z branjem, se pravi, z meta tehnikami se naučimo brati jaz vas ekstremno hitro naučim brati res v 3 korakih že za 4-krat hitreje, to je za 250% hitreje. Zdaj večina ljudi mi reče, jaz bi se ful rada spomnila imen, priimkov ljudi, ful bi rada nikoli ne pozabila pine, rada bi se hitro učila jezike, rada bi odprla svoje možgane, a ne, rada bi se hitreje učila, rada bi imela več časa v življenju, veliko bolj inteligentna, predvsem pa ja, veliko hitreje bi radi brali in absorbirali informacije, in to dejansko delamo z super spominom. Če imate kako vprašanje, napišite mi ga v chat, z veseljem ga odgovorim, ker ste bili tako pridni učenci. Vam bom dala eno super darilo. In sicer dala vam jih bom v bistvu 12. Torej, če boste skenirali moj mystery box, boste dobili vsak mesec kakšno moje darilo, ki ne bojo povezane z super spominom in z meta tehnikami, ampak iz različnih področij, v katerih učim, se pravi, kako biti boljši na socialnih omrežjih, kako imeti boljšo prezenco, boljšo komunikacijo, biti boljši pred kamero, sigurno kakšen dober nasvet o prehrani in tako dalje. No,
Ampak danes, ker smo res imeli tole prvič na svetu in smo se imeli ful dobro s temi našimi avatarčki na super spominu, sem se jaz odločila, da vsem vam podarim še en del ene moje meta tehnike, in sicer malo vam bom tako izdala, poslala vam bom na mail v roku enega tedna en video, kjer vas bom naučila eno izmed tehnik, kako se lahko hitreje naučite brati. Sicer to ne pomeni, da boste zdaj brali s svetlobno hitrostjo takoj, ker to je pač samo en delček tehnike, ki jih učim, ampak boste videli, zakaj, če hitreje beremo, si stvari tudi ekstremno boljše, hitreje in za dlje časa zapomnimo, se pravi, jih ne pozabimo. Ne bomo šli več, ko bomo listali knjige, ne bomo šli več nazaj. Kaj sem že prebrala? Ne bo se nam zgodilo, da ko bomo prebrali par strani, kaj sem prebrala? In ko mi ljudje rečejo, ja, ampak če hitreje berem, potem hitreje pozabljam oziroma ne vem, kaj sem prebrala. Ne, ravno obratno je. Ko vas bom naučila hitro brati, boste hitro absorbirali informacije in se boste stvari veliko hitreje naučili, zapomnili in ostale bojo v spominu. Tako da, evo, to je še eno darilo, ki vam ga poklanjam, dobili ga boste na e-mail in še eno ful veliko darilo, to še nikoli nisem dala. Ponavadi me pač vprašate, kako se lahko učite z mano, kako se lahko naučite meta tehnik, lahko se jih naučite tako, da se priključite mojemu online programu Super spomin, ki stane samo 1250 €, učite se 30 dni z mano, torej vsak dan se naučite ene meta tehnike oziroma pač cel program traja 30 dni, po nekaj minut samo na dan in potem boste osvojili vse te tehnike. V bistvu takoj prvi dan, ko osvojite tehniko, jo lahko že začnete uporabljati in adaptirati na moderni svet in vse skupaj je ekstremno zabavno. Tečaj torej stane samo 1250 €, gre seveda potem iz roda v rod, te meta tehnike nikoli ne boste pozabili, olajšale vam bodo življenje, olajšale vam bodo vse, kar boste počeli v življenju in predvsem prihranili boste ful veliko na svojem času, ker boste dobili ekstra 2, 3, 4 ure na dan, ki jih boste potem lahko uporabili za karkoli drugega želite. Ker ste bili danes z mano na virtualnem super spominu v resničnosti v sklopu Q-versa, je ta, dobro poslušajte, program znižan iz 1250 € na samo 350 €. Lahko ga plačate tudi v 2 obrokih. Če pa me boste pocukali za rokav in mi boste poslali e-mail, malo poklepetali z mano in res boste rekli, ful si želim meta tehnike in super spomina, a lahko dobim še kakšen ekstra bombonček in kakšen ekstra popust, potem vam bom dala še nekaj posebnega, eno kodico, kjer boste imeli še en ekstra popust. Okej, zdaj pa še nekaj, kar je zelo pomembno, vsi dobite še brezplačno vstopnico Save the date, ja, zapomnite si, 20.12. ob 19. bom s pomočjo Q-versa naredila en ekstremno dober event, ki bo prvič na svetu. Nihče še nikoli, nikdar ni naredil v virtualni resničnosti to, kar bomo naredili skupaj s Q-versom. Naredila bom mojo razstavo umetniških del Divine Kali. Lahko se boste sprehodili in pogledali vse slike. Združili bomo glasbo, boste del glasbenih nastopov, med drugim bo tam Davor Dolfi, Maja Založnik, Gregor Ravnik, Miki Vlahovič, v glavnem en kup enih glasbenikov in lahko boste tudi z njimi klepetali, kajti oni vsi bodo na tem dogodku in še veliko več drugih glasbenikov. In klepetali boste z zmagovalkami World Top Model Slovenija, del boste fashion showa, tako da boste lahko uživali tudi v modni reviji, na drugi reviji Stanovski kultur in drugih blagovnih znamk, tako da bo ful fantastično in hvala Q-versu, ker boste omogočili, da bomo lahko prvi na svetu, ki bomo to naredili. Vsi dobite brezplačno vstopnico za vas in za vaše družinske člane in prijatelje. Sicer smo omejeni na 5 ljudi, a ne, ampak jim boste dali link, ki ga boste dobili in se vsi vidimo torej 20.12. ob 19. uri na
še enem fantastičnem eventu, zgodovinskem eventu, ki ga v tem trenutku še razvijamo in je v povojih, ampak ko bo 20.12. nared, boste ostali odprtih ust. Ful sem vesela, da ste bili v moji družbi, vesela sem, da ste se naučili nekaj novega, upam, da ste bili ste pridni učenci, evo, zelo ste bili komunikativni, moram priznati. In vesela sem, da sem lahko dala eno tako zanimivo popotnico. Dajte mi narediti uslugo in dajte jo res uporabiti, se pravi, tole tehniko, ki smo se jo danes naučili, dajte jo res uporabiti. Če ne drugo, ko boste šli jutri v trgovino, da si boste rekli, okej, tole je 10 živil ali pa 20 ali pa 30, 50, ne vem, koliko velik voziček boste vzeli, in doma si s pomočjo meta tehnike naložite vse, kar morate kupiti, na dele vašega telesa, in pejte v trgovino, kupite to, pridite domov, pošljite mi mail, Kali, ful dela tole, tako da to je največja nagrada zame. Zdaj pa je čas za druženje. Vsi tisti, ki želite ostati, se bomo še nekaj minut podružili, lahko pridete do mene, lahko pridete do ljudi, ki so okrog vas, avatarčki se namreč lahko med sabo ali četajo, lahko se pa med sabo tudi pogovarjate in se boste slišali med tem, ko boste govorili en z drugim, tudi če boste govorili zdaj z mano in boste prišli do mene, se bomo slišali, se bomo lahko pogovarjali in lahko si tudi, če želite, prižgete kamerce in se boste lahko celo videli. Evo, hvala še enkrat Keyversus za tole neverjetno izkušnjo, hvala, ker ste prišli in ste bili prvi na svetu del zgodovinskega dogodka in del virtualne resničnosti, super smo mi, ker smo se učili meta tehnik hitrega učenja in branja. Jaz sem Kali in če ste za, dajmo malo počakati.